To, kar je Nataša nam povedala, po splošnem mi delamo, ne? Konkretno. Smo začena je ustanovili podjetje in tam delamo stroje za razrez kovin, žage, tračne žage. En izdelek, ki ga seveda Indijci tudi delajo in tukaj lahko si lahko pročitate, kaj smo to v angleščini, ker sem pač nekaj predstavljal, ki je bil gospod ambasador tukaj. Mogoče se za začetek povedal par stvari, ki se mi zdijo pomembne. Torej, veste, če je nekaj 10-krat večji, to ni tako velik faktor, da se strinjate. 10 ni tako velik faktor. Ampak jaz ga vedno primeram življenjsko dobo. Če bi jaz živel 10-krat toliko, koliko bom poprečno pričakoval, bi živel v nekih 800 let. Torej, faktor 10 je velik. Če je nekaj 10-krat večji, je velik. Če je 100-krat večji, je še večji in če je 1000-krat večji, je pa gromozanski. Veste, jaz, če bi živel 1000-krat več, bi 70 000 leti se rodil, nekaj se je človeštvo še začelo baje. Torej, govorimo o 1000-krat večji deželi, jaz bi rekel, v tem rangu smo, 500-krat pa res. In tam je vse veliko. Med drugim je seveda tudi velik in velikanski njihov človeški potencial. In človek se vpraša, kaj pravzaprav pa delamo, če oni sproducirajo 400 000 inženirjev na leto. Ali pa se po drugi strani vprašamo, kaj teh 400 000 inženirjev dela, če imamo mi nekaj tasga, da oni še niso izumeli. A ni nenavadno? Kaj pravite? Objektivno gledano, mi nimamo kaj iskati. Se vodi četrt Slovenije samo inženirjev. Kaj bomo naj tam ljudi že počeli? Konkurenca je fenomenalna. Jaz sem študiral te stvari zdaj in recimo Indian Institute of Technology, ki je MIT, verzija indijska, ne poznate, Massachusetts. Sprejme na leto okoli 4000 študentov. Zato se pripravljajo študenti celo svoje, bi rekel, življenje, da pridejo na kandidat. Kandidat je pa 400 000. Za 4000 delovnih mest. Jasno je, da tisti, ki študirajo na IIT-u, so avtomatsko zelo sposobni, ker so jim izbrani med 100-timi. Se slučajno noben ne prebije nikamor in značilno za njih je seveda, da takoj dobijo službo in dobijo plačo. Večina študentov, ki se na IIT-u piše, ima že inženirsko plačo in sicer ameriških podjetij. Tam nimajo nekih problemov za štipendiranjem, ker imajo sistem, ki njihove talente izbere in jih evidentno nekam potem študirajo in so strašno zanimivi. In seveda ti IIT-ovci vsi grejo v Ameriko, ampak Amerikanci se čisto ne sekirajo. Zato so potem pač to Indijci v Ameriki. Pa neko drugo, napeljali kakšno drugo zgodbo in recimo od teh stvari imamo tam IT. Kako je mogoče, da se IT v Indiji razvije in postane najbolj izvozna industrija, hkrati so pa skoraj vsi najboljši indijski inženjeri šli v Indijo in šli v Ameriko in postali Amerikanci. Naši ljudi bi rekli, se je bila traparija investirati v IT strokovnjake, če bi šli vsi v Ameriko. To je ta logika v Sloveniji. Ne bomo investirali v naše najboljše ljudi, ker bodo vsi šli v tujino in bodo tam ostali. Jaz pa pravim, hvala Bogu, ne ostanejo vsi zunaj. Bomo potem pa mi naredili posledično industrijo, s katero bomo lahko pa svetovno uspešni. To je Indija dokazala. Torej, govorimo o ogromni konkurenci. Še eno tak primer bom povedal, ki je presenetljiv, mogoče se kaj naučimo od tega. Kako je mogoče, da največja demokracija na svetu je tudi ekonomsko uspešna in raste? To je politična demokracija. Če bi videli, koliko različnih strank in kakšnih strank je v Indiji, bi rekel, to je nemogoče. Njihovi časopisi so polni samih podobnih zgodb kot pri nas. Podkupovanja, malverzacije, kraje, to je polno tega je v Indiji. Hkrati se država pa strašno lepo razvija ekonomsko. Kje je to mogoče? Se mi dokaz je, da je demokracija najtežji sistem, ki ga lahko si izmislimo in da je napredek zelo, zelo težek. Jaz pravim, da Indija razvija se zaradi tega, ker jo ne vodijo politiki. Ampak jo vodi neka posebna skupina ljudi, ki se kliče Indian Administrative Services, zgodovinska
naslednica kolonialnega sistema, ki si je klical nekoč Indian Civil Services, katerega značilnost je naslednja. Da vsako leto izberejo 100 ljudi, ki so stali manj kot 30 let in ki so najboljši v državnem izpitu, ki je najtežji izpit, ko so se ga zgodili zdaj izmislili, in to na njem nastopa 200,000 ljudi. 200,000 ljudi vsako leto pristopi k izpitu za IAS. To vse na internetu, se nešto razmišljuje, kar preverite. Izberijo 100 do 30 let mladih ljudi, ki so seveda za ta izpit si pripravljali že najmanj 15 let. 15 let se je povprečen IAS na izpit pripravljati, pri 15 letih že začel študirati. Namreč, vhodni izpit, izhodni vprašalnik za ta izpit zadnji je bil nekih 1860 vprašanj, ko sem jih jaz pogledal. In ta vprašanja so od biologije do zgodovine, bejzbola, ameriške, karkoli vprašate. Ljudje morajo biti splošno izobraženi, na koncu, to je 5 dni traja, mislim, da je ta postopek, na koncu morajo pa še 7 esejev napisati. Z slučajno izbranimi temami. Recimo, bodočnost Indije in njegove tehnologije v svetu. No, enega tazga človeka boste tukaj videli, da je ta gospod Neždžaja Karđeron, on ima skromno napisano na svoji kartici IAS. Kar pomeni, da je genij. Veste, ker če je 200,000 ljudmi, ki so 15 let študirali, izbereš 100, so te ljudje evidentno ta najboljši, ki jih Indija premore. In te ljudje v resnici Indijo vodijo. Zakaj jih pa vodijo? Zato, ker je njihova vloga v ustavi zagotovljena in sicer jih postavijo in se jih ne da zamenjati na področja takoj pod politiki. To je, recimo, pri nas je minister, državni sekretar je pa IAS človek. Recimo, direktor, bom rekel, velikega Telekoma je politično določen, ampak njegov pomočnik je pa IAS človek. In tako dalje. Po celi Indiji so ti ljudje, ki skrbijo za to, da se ta otroški vrtec demokracije ne iztiri v napačne odločitve in tako postavljena situacija, da prav noben politik se ne upa pred neko odločitev narediti, ki ne bo skladna z pozitivnim mnenjem ustreznih IAS ljudi. Ko si jaz zdaj predstavljam in bodo lahko videli, da to je. To se pravi, imamo neko vzadje izpod tega mrgolenja političnega, neko razumsko silo ali pa vele silo, ko pa misli, kaj lahko naredimo, kaj pa ne. In to je moj odgovor, mogoče malo poenostavljen. Zakaj? Neka gromozansko velika država, ki ima neskončno razlik, v kateri imaš politične partije, od komunistov do ultrazelenih, kljub vsemu uspeva. Ne? In nobenega Indijca ni lačnega, kar je neznanska velika zadnja. Ok. To je nasplošno, da vemo, govorimo o državi, ki je drugačna od nas, ki je 500-krat večja. Moje vprašanje, zakaj lahko mi tam delamo? Kaj bi morali tam delati, je zelo preprosto. Indijci ob vseh teh stvari, ko so zelo izobraženi in vse naprej, manjka jim sam še ena stvar, in to je inovativnost v izmišljevanju novih izdelkov. To je pa definitivno manjka. Ne več dolgo, ne? Čeprav malo bodo med tistimi 400,000 tok pa tok inženirjev vse novega smislili, ne? Ampak ta trenutek slovenčki še vedno lahko pridemo tja in jim pokažemo kakšne storitve in kakšne izdelke, ki so pa malo bolj inovativni in lahko uspemo. Naša firma je ena taka, zelo majhna, naše podjetje ima samo 10 ljudi, samo 10, od katerega smo vsi sami brici, ne? Cela familiarna družina. Se ni slabo, če imaš še starega očeta, pa očeta, ki že vse zgradil po mestniči, so podrli. Imamo sam ta primer, pri nas usmeno vse podrli, nimamo zgodovine, nimamo. Ne? No in mi delamo tako firmo, ki se, kaj piše, we found for benefits. No ja, prečitite tukaj noter. Skratka, to, kar sem povedal, je še sorte res. Ne? Če bomo imeli čas, lahko se kasneje mogoče še vrnemo. Zakaj smo se tam odločili? Veste, zakaj? Vse skoli lahko se napisati. Odločili smo se zaradi tega, ker je Evropa šla v maloro
ker nismo več nič prodali. Okay? Mi delamo stroje, ki jih kupuje industrija. Industrija je sicer avtomobilska industrija in to so proizvodni stroji, ki jih prodamo zaradi tega, ker so boljši kot drugi. Recimo delamo stroje, ki so boljši, kot mi so najboljši nemški stroji. Ampak v Nemci in Bensovskega stroja ne bo kupil, pa se raje šel v kozi. Ne? A veste, ne bo kupil, ker nemški stroj, ne? Mora biti boljši. In potem še 2009 prišlo kriza in smo imeli kaj, smo rekli, pejmo tja, kjer pa mogoče imamo šanse. Smo šli in smo poiskali eno priliko je bila, da smo se spoznali in človekom in tako naprej, ki je potem nam omogočil, da smo v Čenaju to firmo ustanovili in zanimivo, evo, maja 2009, smo tukaj v Ljubljani, vidite, tole je tukaj na levi strani, to je Murti, tole drug je Šurnjeva Santar, moj brat pa jaz, in tle sem podpisal po joint venture pogodbo, ja. Ampak v tej joint venture pogodbi imamo mi 75% lastnino, vložili smo 75%, 25% pa ta dva podjetnika. Evo, tukaj podjetje je začela se januar leta 2010, v takele nič kaj lepo nas gleda, ne? Zgleda pač po indijsk, ne? Evo, in konc leta 2006 smo že 24 takih mašin naredili in prodali seveda vse. S tem, da ni bilo nobenega tam, ne, so vse Indijci sami naredili, nimamo niti enega proizvodnega stroja, vse kupimo pri drugih, samo znanje imamo, razčrtete prave, ne? Vemo, ko se kaj naredi in smo poiskali partnerje, mi pa sestavljamo te stroje. Ne? In te stroje smo zelo uspešno prodajali, so najdražji in najboljši indijski stroji zdaj, ne? Trikrat dražji kot njihov, približno trikrat, ja. Dvakrat dražji, najmanj dvakrat dražji kot njihov konkurenčen stroj, ampak naš stroj dela trikrat hitreje in porabi dvakrat manj orodja. In Indijci so živi homo economicus, ne vse zračunali. Koga kaj košta. In mi ne prodajamo več strojev, ampak prodajamo najnižjo ceno odrezanega kvadratnega centimetra kovine. Ne? Če to rečem, jaz v Evropi, kjer mu okol, razen mogoče, kažemo finančnemu direktorju, nič na zastop. Kako se mi kupujemo mašino, že res reče, jaz pa rečem, ne, mi vam prodajamo postopek, tak način, da bo to najcenej. To je Indijcem popolnoma jasno v prvi sekundi, tle moraš pa doktorja znanosti imeti, oziroma ekonomskih znanosti, da uvidijo, kaj govorimo. Ne? Pri nas se prodajajo take pač BMW-ji, ne, namesto Toyota, ne? Pa pač skozi na servisu, ne? To nisem prav povedal, ni pošten tudi. BMW so odlični avtomobili. Ni odlični avtomobili. Samo, če te v Indiji enega videli na 1 milijon avtomobilov, pa tudi se mi zdi, zakaj pa nek, zato ko imajo slabe ceste, pa naprej kupujo drugačne, bolj racionalno kupujejo, kot po Evropi. Ne, v Evropi kupujo veliko čustva. Skratka, Indijci so homo economicus, ne, tako da je prav, če imate izdelek, ki ga oni imajo in je zanimiv in ga lahko kot izboljšavo njihovega dela, ne, in pokaže, zakaj bo lahko zdaj več zaslužil, ne, potem je prodaja zelo enostavna. Če tega nimaš, je zelo malo verjetno, da boš lahko prodal v industriji, sploh ne verjamem, morda lahko na področju novega srednjega sloja, ki se evropizira in hoče brende kupovati in tako naprej, tukaj narečem, v industriji pa samo, če je jasna pozicija in jasno, zakaj ne se to kupi. Ne. Ekonomski razlog za kupovanje je potem. In tisti, ki se boste odpravili, ki so se že odpravili, morajo nujno identificirati, zakaj so to in kako je to po indijsko razložili. Recimo, zdaj se trudimo, da bi izvozili neke lesne izdelke, ki so uporabljeni v gradbeništvu. Tukaj iz Postojne bi začeli izvažati v Indijo. V gradbeništvu ste videli, da je najbolj napredna. Ne? Meni se zdi neumen, da sploh mislimo, da bo še naša gradbena podjetja v Indijo delati. Pojma nimajo, kako se v Indiji dela. Ne? Te bi vse stroji delali, tam pa se stroji izogibajo, tam delajo 10-nadstropno stavbo brez dvigala, ker na rokah nosijo, sej imajo racijo, ne?
Zakaj bi jaz imel dvigalo, ko imam pa tisoče ljudi, ko v zamejken denar to znosili in je sociološko pravilno, da tako delajo. Na koncu je enako kvalitetno, samo so pri tem uporabili to, kar imajo pa ljudi. Torej, naši gradbeniki tam imajo kaj početi, po mojem. Moje skromno mnenje, no? Da nimajo. Če tle niso znali, da za te denarje, tam za ta denar ne bomo mogli tudi za malce zaslužiti. Torej, tisto ni. Kaj pa lahko naredimo? Lahko pa našo inovacijo na področju podporja izvozimo. Tukaj so pa Indijci totalno, bom rekel, zaostali. Oni to delajo tako, da betonirajo z železom tiste tramovje, vse železa in narejeno za enkratno uporabo, ko končajo, pa vse skupno odpad odpirajo. Tukaj noter pa lahko pridemo. Zdaj imamo pa lesovje, pa tako naprej, imamo izdelke, imamo probali s tem prideti. Z neko inovacijo, z nečesa, kar oni nimajo. In do česa niso prišli, čeprav je to brihtnost. Brihtnost, pa izobraženost še ne pomeni inovativnosti. Inovativnost je pa prirojena. Okay. No, evo, pogledajte, zanimiv je, kako oni drugače na svet gledajo. Recimo, njihova hindujska vera v principu pravi, da je življenje na tem svetu pravzaprav življenje v peklu. In ta indijska v naši službi je rekel, vi ste pa najboljši dokaz, da imamo mi prav. Sem rekel, zakaj pa? Jaz rekel, zato, ker ste vsi nezadovoljni. Čist za vsi ste nezadovoljni, vsi ste nesrečni. Se pravi, to peklo, kaj pa če bi drugega. In če se boste pridni odšli kam drugam živeti. Ampak oni po duhovno stvari gledajo, kar je meni zelo všeč, čeprav sem nek ateist, ampak gledajte, recimo, ko mašino naredijo in se na prvič premakne, jo blagoslovijo. Lučko prišljajo in dajo. Tako za njih takrat postane neko vrste živo bitje. Kar je meni strašno bilo všeč. Nekaj smo iz popolne nekoristnosti v neko korist predstavili in to je zelo lepo po duhovno. Vidite, vsi se zberejo in potem takole naredijo in to je sploh lepo. To je potem tole malo. To je sam pokazal, kaj to dela. Ampak to je v tem trenutku njihov najboljši stroj, kaj smo ga naložili. Zdaj bomo pač ideja pa je seveda, imamo tudi idejo, kaj naprej narediti, za to stvarjo in kako naprej delati. In sicer ideja je v tem, da bi v skladu s tem, kar je prej gospod Ili lepo povedal, pa Slovenci, ko nismo tega prav dobro razumeli, da se edino bogatiš, tako da več prodaš, kaj kupiš. Minimalno to treba narediti, da to je volja na vsakem nivoju, družinskem, podjetniškem, pa tudi na nacionalnem nivoju. Več moramo prodati, in to Bog daj kakšnemu drugemu, denar dobimo noter. Izvoz torej, izvoz je osnova. Ravno tako imajo v Indiji politiko zelo racionalna. Oni imajo sicer radi uvoz, pa substitucijo uvoza, tehnoloških stvari, ki jih nimajo, ampak jih visoko obdavčijo, visoko jih obdavčijo. Tako da ti, če hočeš mašino narediti v Sloveniji, recimo pa tam prodati, nimaš šanse nikakršne, ker je predrago. Isto Brazilija dela. Zelo visoko je obdavčilo. Pa zanimivne obe države pa hitro rasteta, niso smešni. Visoko uvozni davke, nobenih tistih trgovinskih sporazumov, pa bomo vse uvozili pa izvozili, ampak če vi meni prodajate, vas bomo obdavčili in pika. Če pa naredite proizvodno pri meni, pa ste pa velika. Če pa naredite pri meni proizvodno tako, da to lahko celo izvažali iz Indije, pa ste pa super velika, potem vas bom pa razdavčil, pa celo ne bo treba plačati nobenih uvoznih carin. V tem jaz vidim recimo perspektivo za eno našo podjetje, kjer bomo zdaj izvedeli v naslednjih dveh, mogoče še prej, da postavimo proizvodno v Special Economic Zone, kjer dobiš pač zagotovljeno vodo, elektriko, pa ne poplavno področje, zelo pomembno v Indiji, tem delu industrijskem južnem, in bomo od tam izvažali stroje v Južno Afriko in Kitajsko. Kitajsko pa ne bomo, ampak tam, vse velika je Malezija, bo ogromne države, 100 milijonov živijo tam. In bomo na ta način lahko, seveda, kaj se pravzaprav tle dogaja. Jaz sem v svojem življenju veliko pionirjev, bil večkrat pionir, pa sem marsikaj, ampak niti ena se ni parirala nobenega, države kot take. Ni parirala nič, Jaz sem začel firmo s 4 ljudmi, na koncu sem 800 inženirjev. Izvozili smo v svojem času 400 milijonov evrov, samo urejenih bitov,
In to za Slovenijo ni pomenilo nobene strateške usmeritve. Ne? In so razumeli, kaj se dogaja. Ne? Pa so pustili, da je šlo vse v malo. Okay. Drugo, zdaj pa tukaj noter delam pa naslednjo stvar, pravzaprav, če večkaj bolj abstraktno pogledate, kaj delamo? Izvažamo slovenski kapital. Ne? Tako je podjetje ustanovišče v svoji lasti si izvozil kapital. Se strinjate? Ali je to kaj drugega mogoče? Ni drugega, to je izvoz slovenskega kapitala. Denar iz slovenske banke sem prenesel v Indijo in tam ustanovil podjetje. To ni dobro zaželeno danes v Sloveniji, ne? Izvoz kapitala. Ne? Kaj si smatra, da je to kapital, ki smo ga vložili v Kamenske otoke, da smo se znebili davkov, pa ni res. Slovenci lahko izvozimo svoj kapital, drugo izvažamo svojo tehnologijo. V tem primeru patentirano tehnologijo in šele v tem primeru, ko naredimo izvoz v lastno podjetje in v njemu kot ustanovni kapital damo poleg kapitala tudi tehnologijo, nam da pravico, da potem takem smo lastniki vsega profita, ki ga tak tehnološki postopek ali produkt ima v sebi. Tako kot mi dajemo prednost direktnim investicijam in jim izrazito pomagamo, ko sem pridajo. Se strinjate? Strinjate, ne? Ja. Pejte, no rečete, ja. Se strinjamo, imamo tako politiko, da je direktni izvoz kapitalu Slovenijo, delovna mesta, pomagamo temu kapitalu. Izvozu slovenskega kapitala, v tuje podjetje se pa upiramo in tega ne moramo dobiti in tudi financiramo ne. Danes nek podjetnik, ki bo v Sloveniji odprl 100 delovnih mest, bo dobil krepko subvencijo, če bom jaz podprl podjetje, ki bo zunaj, lahko dobim absolutno nobene subvencije, sploh ne dobim tudi kredita, ne. To je skoraj da prepovedano in dovoljeno. Tako da po razmislek, če hočemo biti uspešni v izvozu, moramo tudi v teh trgih, na katerih ne moramo nastopati drugače, kot da gremo tja in tam proizvajamo. Z doma izdelanimi izdelki samo na tistih, kjer imamo izrazito domačo surovino in to je les. Samo na temu lahko uspemo. Vse ostalo ni mogoče, zato ker v Indiji lesa nimajo. In ga ne smajo, in ga niti nekoli ne. Največjih stroškov Indijcev je, da kup les za svoje pogreb. To je zelo drago. Ok, jaz sem zdaj malo, upam, da nisem zašel popolnoma, ampak da vas, mogoče se te kaj zapomnili okoli tega, da je treba iti v Indijo z inovativnim izdelkom. Če nimaš te inovacije in razlike, boš ne hoditi, ker je vse odprto, vsi so. Pojdite tja svojim kapitalom, ustanovljate družbe, ki boste sami jih kontrolirali, zaščite mejhno, delite z domačimi, zaupate, znajo delati, odlični so. Tisto, kar je pa naša prednost, je pa saj še za zdaj, saj nekaj časa še inovativnost, zmislci nekaj novega. Te pa pejte tja in vzemite to priliko, ki je nikjer na svetu ni. Tam je tako velik trg, ne? A veste, da lahko postaneš milijarder, če imaš te pravi izdelek. Poglejte tam na listo najbogatejših na svetu, jih je cel kup Indijcev. Okay, država je pa v redu, razen da je vroče, umazan. Ampak ne umazan v smislu, da ne morate jesti čisto, ampak umazan je, nimajo občutka, tam bi lahko ekološko funkcionirano, jih treba metle recimo prodajati, pa to bi se splačalo. Dobro, hvala lepo zdaj.